Pozdravljeni! Danes so na vrsti vaše vprašanja in govorili bomo o tem, kako se financirajo ekipe Formule 1. Od kod jim denar, da sploh izgradijo bolide in nastopijo v svetovnem prvenstvu. Ekipe Formule 1 sestavijo svoj proračun v bistvu iz dveh virov. Iz pokroviteljev, kjer lahko štejemo tu prave pokrovitelje, tista podjetja, ki plačajo ekipi, da so njihovi napisi vidni na bolidih. Druga varianta je, da njihovi lastniki pač odprejo denarnico in dajo sredstva noter. Po drugi strani imamo pa tukaj sredstva, ki jim namenijo organizatorji skladno s pogodbo Concord. Pokrovitelji v Formuli 1 so od sezone 1968 danes vse prisotni, tako da začnimo raje s tistim, kar nam daje pogodba Concord, katero se moramo zavedati, da gre za zaupen dokument, nekako so znani ti odstotki, te mehanizmi, kako se tukaj sredstva delijo. In skušali bomo razumeti, zakaj prihaja do določenih razlik v plačilih med ekipami. Še prvič ena opomba. Pogodba Concord, ki uveljavi danes v sezoni 2019, je plod dela Bernieja Ecclestona. Liberty Media v zgodbo vstopa bistveno kasneje, ko so bile stvari že podpisane in se pogodb mora držati. Najprej, svetovna gospodarska kriza je prizadela tudi Formulo 1. Ta sredstva, ki jih dobijo tako ekipe s pokrovitelji, kot tudi Formula 1 kot organizator, so strmo padle v zadnjih sezonah, v zadnjih letih. Za Formulo 1 lahko rečemo, da od sezone 2007 gre trend navzdol. Tako da moramo razumeti, da so v raznih virih različne cifre, ki jih vidimo, kajti ta razdelitev sredstev gre odstotek od tistega, kar Formula 1 kot organizator dobi. Za sezono 2019 je vzelo nekje, da bo Formula 1 dobila proračun $1,5 milijarde. Lahko bo na koncu se izkazalo za več in bojo sredstva, katere bojo nakazali ekipam, višje od tistih, ki bom zdaj povedal. A vzamemo to kot okvirno. Najprej to vsoto razdelijo na dva dela. Med ekipe Formule 1 in Formula 1 Group. No, ekipe Formule 1 ta denar, ki ga dobijo, razdelijo na dva stebra. V prvem stebru dobijo sredstva vse ekipe, ki so bile v zadnjih 3 sezonah najmanj dvakrat med prvimi 10. Tako naj pravi pogodba. Danes sicer zveni malce smešno, kajti z 10 ekipami ni težavno biti med prvimi 10, a naprimer Haas je komaj letos prvič dobil nakazano sredstva iz tega sklada. Iz tega prvega stebra dobijo vsi enako vsoto. Gre za 23,75% tega, kar so dobili, to se pravi, vsak dobi cirka za sezono 2019 $35 milijonov. V drugem stebru gre prav tako za 23,75% oziroma približno $350 milijonov, je razvrstitev glede nagrade povezana z rezultatom, ki so ga ekipe imele prejšnjo sezono v konstruktorskem vrstnem redu za svetovno prvenstvo. To se pravi, svetovni prvak med konstruktorji bo bil največ, tisti 10. najmanj. Tu se giba med $66 milijoni in $15 milijoni. Seveda ste opazili, da pri 50%, ki sem jih razdelil, je zmanjkalo 2,5%. To je pa polovica tiste nagrade, ki dobi Ferrari kot najstarejše moštvo prisotno v Formuli 1. Skupaj dobi torej 5% vsega prihodka Formule 1 ali približno na letošnje razmere $73 milijonov. No, tistih drugih 50% gre Formula 1 Group in iz tega naslova, iz te mošnje je plačano tudi kar precej nagrad ekipam, ki niso vezana prav na športne rezultate in po mojem mnenju tudi niso lahko najbolj poštena. Da se bomo razumeli bolje. Najprej je tu tista 2,5%, ki manjkata, da dobi Ferrari 5%, kot sem jih omenil že prej.
A tu je tudi konstruktorski bonus. Po tej schemi iz sezone 2016 vidimo, da bi morali tu porabiti nekje 7,5% tistega proračuna, ki ga dobijo, a danes se cifre gibljejo tam okrog 10, od tega dobi Mercedes 41 milijonov, Ferrari prav tako 41 milijonov, poleg tistega, kar sem povedal, Red Bull 36, McLaren 33. Še druga način izplačila je pa historical payment oziroma zgodovinsko izplačilo, katero naj bi predstavljalo 3,3%, danes mislim, da je bolj blizu 6, kjer Mercedes dobi 35 milijonov, Red Bull 35, Williams 10. Zakaj tu ni prisotna ekipa Renault, katera je konstruktor in po mojem mnenju je zgodovinska ekipa Formule 1, bi bilo potrebno vprašati Bernieja Ecclestona. A menim, da od podpisu te pogodbe Concord ekipa Renault kot tak ni imel dovolj močnega političnega vpliva. Še druga opomba, sedaj je komu jasno, kako je prišlo do podpisa tudi tehničnega pravilnika z hibridnimi pogonskimi sklopi in kdo je več pridobil na področju pravil, kdo več na področju financ. Seveda so vsi ti dogovori zaupne narave, tudi dogovori glede plačil pokroviteljev so zaupne narave, tako da mi navdušenci pravzaprav nikoli ne bomo točno izvedeli, koliko določen pokrovitelj plača ekipi za to, da ima napis na bolidu. A nekje obstajajo neke ocene. Poleg tega imamo danes v Formuli 1 kar nekaj pokroviteljev, ki so malodane nesporni. O tem sem govoril v drugem prispevku. Kolikor koga zanima, dobi bližnjico do tega v opisu letega zadnjega. Poglejmo lestvico, kakšne naj bi bile predvidene vsote, s katerimi razpolagajo ekipe Formule 1. Prva cifra bo tisti kompleten proračun, ki ga imajo ekipe na razpolago. Zraven bom povedal tisto, kar naj bi dobili od organizatorja, seveda na tisti prihodek izračunan na $1,5 milijarde. Največ Ferrari, nekje $410 milijonov, od tega 205 iz raznih nagrad. Mercedes 400 in iz raznih nagrad 177, Red Bull 310 pa 152, McLaren 220 in približno 100, nato Renault z 190, a le 73 iz naslova nagrad, Williams 150 pa 60 iz naslova nagrad, vidi se razlika na tisto, kar je bil med konstruktorji, Toro Rosso 150 pa 52 iz naslova nagrad, Alfa Romeo Racing s proračunom 135 pa 56 milijoni iz naslova nagrad, Haas z proračunom 130 milijonov in 70 milijoni iz naslova nagrad in na koncu Racing Point $120 milijonov kot proračun in 59 milijonov iz računa teh nagrad. S pripombo spet, Racing Point je skladno, strinjali so se ekipe, nekako pobrala tisti status, ki ga je prej imela Force India, drugače tega denarja ne bi videli. Da bi razumeli, koliko plačajo drugi pokrovitelji ekipam, kot sem rekel, je težko izvedeti. Samo dva primera, katera sta po mojem mnenju dokaj realna, da bomo imeli boljši občutek. Petronas plača Mercedesu približno na sezono $40 milijonov, da ima napise na bolidih, medtem ko Sport Pesa na Racing Pointu ima pogodbo za 35 milijonov, a to v obdobju 3 let, to se pravi dobrih 10 na leto. Zavedati se moramo še nekaj, da so ta pokroviteljska sredstva tudi lahko podvržena pranju denarja.
Namreč zasledil sem v lanskem letu v Italiji veliko kriminalistično preiskavo finančne policije med mnogimi znanimi vozniki Formule 1, MotoGP-ja in ekipami, znane pod kodnim imenom Avtodromo. Šlo bi za preiskavo, kjer je poniknilo najmanj 80 milijonov evrov, kar bo dalo nam nek občutek, zakaj gre, pa je to, da pokojni Jules Bianchi je bil med drugimi tudi vpleten baje v to zadevo, namreč na njegovi čeladi se je pojavil pokrovitelj Gaudí. Zelo majhna nalepka, kot lahko sami vidite, govorimo o obdobje 2012-2013. Ugotovili so, ko so pregledovali pogodbe, da za ta mali napis naj bi podjetje plačalo 1 250 000 evrov. Finančna policija je nekje dala oceno, da ta nalepka naj bi bila vredna med 50 in 100 000 evri. Tudi odgovorni za ekipe niso vedeli nič o tem, namreč za to vsoto bi moral biti na bolidu kar precej velik napis, ne samo na čeladi. Kam je poniknil ta denar, ni znano. A zanimivo je, zakaj so vsa ta sredstva, vse te pogodbe, ki jih vidimo, praktično zaupne narave, zakaj lahko dajemo samo ocene in tudi tiste stvari, katere ekipe se zmenijo, podpišejo v Concord Agreementu, niso nikoli do konca jasne. V glavnem, to je bila neka hitra razlaga, kako se financirajo ekipe v sezoni 2019. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.